strani tudi en tak amaterski raziskovalec, da bi moj poklic ali pa da bi analiziral poezijo. Namreč v mojem dolgoletnem, bom rekel, aktivističnem delu na področju LGBT kulture in pravic sem se v nekem trenutku lotil tudi raziskovanja zgodovine, se pravi slovenske zgodovine, ker mi je bilo povsem logično, da seveda v vsej zgodovini so gotovo morale obstajati, bom rekel, istospolno usmerjene, kakorkoli že rečemo, osebe, na tak ali drugačen način. Pri tem sem naletel seveda na veliko oviro, na oviro molka. Zdaj, vi, zlasti, ker raziskovalke, gotovo veste, da je v bistvu nekakšno pravilo, da bomo rekli pomembne ali pa ustvarjalne ženske morajo pravzaprav iz zgodovine potegniti ženske raziskovalke, ker jih moški enostavno zamolčijo ali prekrijejo s čim ali tako naprej. Podobno je pri, bomo rekli, istospolno usmerjenih posameznikih in posameznicah, da so bili v bistvu vsi ti ves čas nekako tudi prikriti, zamolčani, spregledani ali nasilno porinjeni pravzaprav v heteronormativen svet. Zato ni bilo čudno, da pravzaprav pred mano se nihče tega ni zares lotil. Jaz pa sem se lotil, kolikor sem se lahko, ker nenazadnje sem odkril, da pri veliki večini vseh teh oseb so bile sledi vedno zabrisane. Tako da en tak, ker imamo ravno Ado Škerl, njen sosed na Praprotnikovi, v sosednjem bloku je bil recimo France Novšak. France Novšak je približno 10 let starejši bil kot Ada Škerl. Jaz sem skoraj prepričan, da so se oni med sabo poznali, ker so živeli v sosednjih blokih več kot 20 let. France Novšak ima izredno tragično zgodbo, ostal je brezene roke še kot otrok in tako dalje in tako naprej. Važno pa je to, da je leta 1938 še kot 20-leten izdal, danes temu rečemo, prvi slovenski gejevski roman Dečki. To je roman, kjer pride do ljubezenskega razmerja med dvema dijakoma v dijaškem domu. Prestavljen je sicer v Zagreb in tako naprej. In roman takrat, se pravi pred drugo svetovno vojno, je naletel tako na pozitivne kot negativne odzive. Tudi pozitivni so bili, zanimivo. Kasneje je bil pozabljen, on je delal druge stvari, poskušal se z drugimi romani. In nekako sem prišel na sled, ker sem hotel delati ponatis tega romana, dokaj pozno, žal, tako da sem prišel samo do neke nečakinje, ki je govorila o nekem zaboju, ampak da ne pokličem čez eno leto, ker se oni selijo in tako dalje. To so zelo banalne stvari. In čez eno leto sem se soglasil in so rekli, mi smo se selili, to smo vse uničili, to je ta tipičen primer. Navad, se pravi, te osebe navadno nimajo potomcev, njihovi sorodniki, velikokrat so to skrajno, bom rekel, katoliški ljudje, vse to uničijo. In potem ta nečakinja, s katero se pa kar nekaj časa dogovarjal o podpisu pogodbe, ker jaz sem mogel imeti, ona je bila nekako naslednji zadedič tistih pravic. Ko smo prišli do tega, da je podpisala pogodbo, je končno rekla, da mi vse pusti, ampak noče imeti nič s tem. In ne bo podpisala mene pogodbe, naj jaz delam krčem, ona noče imeti niti denarja, niti pravic zaradi same narave. Mislim, to je težko razumeti, kako grozovito je ena homofobija lahko močna. To je bilo recimo tega zdaj že 20 let, bomo rekli, ampak v lanskem letu sem imel podoben primer z temle Stanko Jost,
je bil amaterski filmski snemalec, ki je po teh dečkih posnel film celo v 70-ih letih. In je bil seveda tudi brez sorodnikov, in dva so bila kar precej v vezi, ker nam je dal dovoljenja za predvajanje filmov. Ampak na koncu se je zgodilo tako, da so njegovi sorodniki, spet zelo tesni, uničili čisto vse, kar je on hranil. On je bil zelo vesten, veste, včasih so te, bom rekel, geji zelo pedantni. Tudi mogoče malo narcisi, ne. In on je vse v fascikle spravljal, čisto vse. On je imel vse tako urejeno, potem je imel on 15 amaterskih filmov na trakovih, 16 milimetrskih, ki jih seveda lahko samo v studiu nekdo vidi. Te njegovi sorodniki niso imeli pojma, kaj na teh trakovih. Predstavljali so si, da je Bog ve kaj. In so to zažgali. Dejansko so zažgali na dvorišču, ker so živeli na vasi. Skratka, pri Adi Škerl sem jaz imel mogoče srečo, ker sem prišel do samo enega drobnega, slučajno drobnega podatka na rokopisnem oddelku NUK-a, da jim je neka gospa iz Maribora predala del zapuščine Ade Škerl, ampak da bi od te gospe kaj več vedel Oto Luter. In potem sem se, v bistvu, najprej sem šel pogledat, kaj tam je. In malo mi je bilo namignjeno tako zelo sramežljivo v 21. stoletju, v NUK-u, vse je zelo sramežljivo, da je mogoče Ada Škerl bila v neki intimni zvezi z neko žensko, po imenu Sonja. Kaj če lahko? Ja. No, potem je in v teh beležkah, kjer je Ada Škerl je bila tudi zelo pedantna, bom rekel. Ona je zelo zanimiva. Ona je vse te pesmi, ki so bile že objavljene v prvi zbirki, pa še druge, pisala v eno beležnico in vse napisala, kje je bilo objavljeno, kako je bilo. Tudi če je bilo že knjiga, ona je še vedno to še enkrat napisala v knjižnico. Potem je imela pač otroške in take in drugačne, pa take kasne zapise, bolj malo. Imela je pa tudi recimo zelo natančne podatke o številkah potnega lista nje in te Sonje. Tako da sem jaz prišel do nekaj, da mora nekaj več biti. Glede na to, da so očitno nekaj skupaj potovali, ker je ona imela tako zelo osebne podatke o tej Sonji. No, potem pri pogovoru z Oto Luterjem se je vse razkrilo. Namreč Oto Luter je bil v nekem sorodstvu z to gospo, ne vem, se na pamet se je v bistvu sem jaz te stvari že dosti objavil, že pred 5 leti javno. Kako? No, in hvala. Skratka, v nekem sorodu in je to Ado Škerl poznal, on je rekel, seveda, jaz sem Ado Škerl kot študent, oziroma že kot otrok, no, se je z nami igrala, ker obe sta bile, predvsem Ada, veliki ljubiteljici otrok, veliko so se zadrževali pri družini te Sonje Plaskan in jaz sem jo obiskoval, jaz sem že kot majhen in potem kot študent sem jo obiskoval, najprej nisem vedel, potem je bilo pa kar jasno, da sta ona dve par, čeprav ni nihče o tem nič govoril, še kasneje mi je bilo to še bolj jasno. Potem sem se jaz vprašal, kako, jaz imam veliko izkušenj z prikrivanjem in ogromno dela z mladimi LGBT osebami, ki mi govorijo o vseh svojih težavah in starši in ono. Skratka, nekaj sem prišel do tega, da pravzaprav Oto Luter meni to razkriva, zato ker je s tem malo bolj povezan. Ni povezan samo z Ado Škerl, ne bo rekel ena skrivnost, ampak je povezan tudi osebno, ker je njegov sin. Veste, te stvari so zelo zanimive, ne, včasih, da vam nekdo nekaj pove. Če ne bi bilo tega momenta vprašanja, če bi pa on meni to vse povedal, ne. Ker drugi vir potem je bila ta
neka nečakinja, ki se je tudi na Facebooku oglasila, po moje to ista, ker sem jo jaz tudi kontaktiral po tistem času. Vem, da ni bilo nič, nikamor nisem prišel z njo, ker je gotovo zavračala in Ado in vso zgodbo v zvezi z Ado. To se pravi, zdaj, če gremo nazaj, Ada Škerl se je rodila, zdaj kaj si ti povedala, se je rodila pravzaprav, bomo rekli, v delavski družini. Imela je še 2 brata in oče je imel nek grob odnos do mame, mislim, da je bilo tudi nasilje. In potem je v bistvu se zapletel z gospodinjsko pomočnico, takrat so imeli verjetno veliko, tudi malo manj premožni ljudje pomočnice, kot recimo v Latinski Ameriki ima vsaka hiša služkinjo. In je v bistvu prišlo do tega, da sta se te 2 ločila, ampak vsi skupaj so pa ostali v isti hiši še. In Ada je skozi srečevala svojega očeta in nista pa več, ona mu je zelo zamerila, ne. Verjetno ga je imela dosti rada, to je težko reči. Mu je pa precej zamerila to, da je mamo pustil samo. Piše sicer, da recimo moški nisem nikoli sovražila, kot dekle sem bila večkrat do ušes zaljubljena, mogoče sem se jih bala in je to vplivalo, da sem bila v neposrednih odnosih z njimi večkrat nezanesljiva in v zadregi. Vedno me je utripala v meni, kaj če se ti zgodi isto kot materi. Zdaj, razumeti morate tudi to pri raziskovanju Ade Škerl ali kogarkoli drugega, da vsak avtor v bistvu je nenazadnje tudi avtor. Vse, kar govori ali pa si zapisuje, se ne sme jemati kot čisto zlato, včasih hoče se narediti takega ali drugačnega. Pri Adi Škerl, pol kasneje, pri intervjujih recimo, veliko govori o teh nesrečnih ljubeznih in ti si gotovo govorila o tej platonski ljubezni, do tega študenta medicine, ki sploh verjetno niti vedel ni za njeno ljubezen. Jaz, ker gledam to z druge plati, se seveda iz nadaljevanja, ne, glede na to, da je Ada potem skoraj 49 let živela s Sonjo Plaskan in da to ni bilo samo razmerje 2 sostanovalk, ampak da je bilo to ljubezensko razmerje. Ne bom se spuščal v kakšnem seksualnem odnosu je to bilo, ampak v vsakem primeru sta bile par. Mislim, to, kar razumemo kot ljubezenski par. Zdaj seveda lahko sklepamo, da Ada Škerl ni postala lezbijka pri 22 ali koliko letih, ampak je bila tako vedna na nek način. Možno je seveda, da je ta platonska ljubezen glede Žana bila en tak prenos, kakor se temu reče. Zlasti so mi sumljive te pesmi, vložne pesmi, kjer prevzema moški subjekt, ker me spominja na pesmi Berthe Boyetu, dosti kasneje, kjer je isto, in seveda, kjer je bolj jasno, da gre za ta moški subjekt, je ravno tako ženska, seveda, in nagovarja drugo žensko. Pri teh stvareh je vedno problem, to je v zgodovini zelo pogosto, včasih se pa pride pri prevajanju, recimo, da nasilnega spreminjanja tega. Skratka, obstajajo še druge storije, kako namigovanja, kako naj bi bila pol kasneje zaljubljena s Cirilom Zlobcem, pa naj bi ga vozila na pokopališče. To je vse vprašanje, koliko je to teater, koliko je to res. Dejstvo pa je, zares dejstvo, je pa to, da je ona, se pravi, da je ona leta 51 že, spoznala Sonjo Plaskan v Šmarjeških Toplicah. Sonja Plaskan pa je izvirala v bistvu iz malo bolj po stanu višje družine, bila pa je med vojno internirana z družino v Srbijo, če se ne motim, kjer si je imela
bolezen in zato je tudi v bistvu bila veliko bolehala skozi vse svoje življenje. V Toplicah je bila pa prav zaradi tega. Ada Škerl pa je imela probleme s križem in je ravno tako verjetno zaradi tega bila v Toplicah. Skratka, prišlo je do zelo hitrega stika in bomo rekli ljubezni na prvi pogled ali nagnjenosti, naklonjenosti. Ada Škerl je verjetno tudi vedno malo imela eno željo se povzpeti po družbeni lestvici nekam višji, ker je ona nekako se je sramovala tega svojega delavskega razreda, nekje razlaga, kako je recimo med vojno po ločitvi že morala z mamo hoditi okoli po Ljubljani, da sta čistili stanovanja meščanov in kako je bilo vedno sram, ko je hodila s tistim lambarjem vode in z krpami po Ljubljani, po stari Ljubljani. Niso jo videle seveda sošolke z gimnazije, srednje šole. In tudi kasneje, ko ona govori potem dosti o tej graditeljski poeziji in delavstvu in tako naprej, se čuti malo, da bi ona bila raje malo više. Tako da bi to tudi en tak poriv do te Sonje Plaskan, ki je vsem bila mogoče malo plemiškega rodu, čeprav obubožen, deloma Poljakinja, znala zelo dobro rusko. Kakorkoli, ta Sonja Plaskan naj bi prišla v Ljubljano študirati pravo. In Ada Škerl je takoj ponudila, da pride lahko stanovati k njima z materjo. One dve z mamo sta stanovali na Mirju, ne vem, 17, v dosti majhnem stanovanju. In Sonja Plaskan se je enostavno priselila k njima z materjo, se pravi mama nekako, stvari se o teh seveda ni govorilo, ampak nekako je to vzela za realnost, pač, da ima neko prijateljico, se gotovo ni spuščala v to, kakšne vrste, ali pa tudi to je težko reči. Vendar že zelo kmalu na tisti znameniti fotografiji, kjer sta v čolnu na Blejskem jezeru, Sonja Plaskan vesla, Ada Škerl je v čolnu. Ne vem, kako sta fotografijo, verjetno so bile te fotografije, ki so jih takoj naredili, ker sta fotografijo tam reč zadaj napisali in poslali materi. In tam lepo obe v bistvu so podpisani in obe pozdravljata to mamo. Bi se zdelo pravzaprav, da je bila Sonja Plaskan tista, ki je bila vodilna v tem razmerju, ampak je bilo obratno. Skratka, Ada Škerl je bila tista, ki je bila bolj racionalna, razumna, urejena, močnejša, bomo rekli, ki je vozila fička po pol Evrope in Sonjo Plaskan ste veliko potovali. V bistvu ste na nek način vedno malo bežali od družbe, kar je po svoje razumljivo. Če ti hočeš nekako prikrivati določene zveri, se pač umikaš nekam drugam, kjer te ne poznajo in kjer te ne bodo nič spraševali. One dve sta, se pravi, s fičkom se vozili po celi Italiji, po celi Jugoslaviji, mislim, da sta se vsaj dvakrat vozili tudi v Belgijo, večkrat pa z vlakom v Belgijo. V Belgijo, skratka, kaj hočem povedati, da Ada Škerl je bila takrat na začetku še, bom rekel, vpeta v literarno sceno v Sloveniji, v kateri so bili tako kot sami moški. Nekako je bila, mislim, da se je družila z Lobcem, Linatijem kot študentka, še raje pa s starejšimi, kakor so bili Ciril Kosmač, France Bevk in mislim, da Potrč tudi, čeprav je imel Potrč neke pripombe, ampak kakorkoli, ona se je vsem določila. Ada Škerl je tudi zelo kmalu postala članica Društva jugoslovanskih književnikov, še predno izdala prvo zbirko in zelo kmalu kasneje dobila stanovanje Društva pisateljev na Praprotnikovi 17, če se ne motim.
Kamor so se potem vse tri preselile. Se pravi, zmerja so se preselile na Praprotnikovo, v kateri so pa v sosednjem bloku kmalu nastanili v drugem stanovanju drugega pisatelja, tega Novšaka. Potem je mama umrla in ona dve sta tam živeli v bistvu skupaj do Sonjine smrti in potem je Ada pač še sama tam ostala do svoje smrti. Veliko sta preživeli tudi v Mariboru, kjer je imela Sonja Plaskan še eno stanovanje iz te druge družine. Zdaj, pričevanja, vedno Taufer recimo je razlagal, da se je rahlo spomni, ampak da se, čeprav sta skupaj delala na radiju dolga leta, nekako se ona ni družila z drugimi ljudmi, ki prida, pa je vedno manj verjetno, jaz predvidevam, iz enega enostavnega razloga, ker pri druženju vedno pride do raznih vprašanj. In seveda ona ni želela vprašanj, kako pa kaj mož, da se boš poročila, kako pa otroci, ali pa kaj podobnega, ali pa še kaj več celo. Vsi so vedeli, da živi žensko, to je bilo jasno, ampak o tem se ni govorilo. Ni se pa tudi imelo nobenega sovražnega odnosa do tega, ker tisti časi le niso bili, bom rekel, da niso podpirali neke javne homofobije. V zgodovini je kar nekaj ljudi, ki so bili istospolno usmerjeni, ampak se o tem ni govorilo. In tudi potem, recimo, ko sem jaz raziskoval vse te posameznike, tudi kasneje so imeli vsi ti sogovorniki, bom rekel, zavezana usta. Čeprav so vedeli. In sem jaz, recimo, hotel to zapisovati, nihče, noben, se pravi, če ni bil tista oseba nekako osebno povezana s to tematiko, kot Otto Luther, nisem prišel nikamor. Se pravi, vse, tudi kot en zaklet svet, ko ti hočeš nekam, ko je zaprto vse. To je zanimivo, današnji časi so čisto drugačni, glede tega. Mislim, zelo hitro ljudje kaj govorijo in tako naprej. V tistem času pa je to, v bistvu je to ostalo iz ene kulture še predvojnega meščanskega sveta, ko so v takih stvareh ni govorilo o osebnih, tudi ne kdo, s katero se pravi, kateri župan, s katero ljubico spi, in take stvari, to je vse ostalo nekako pod preprogo, bom rekel. Imela pa sta, se pravi, to je bilo že 52, malo kasneje, mogoče ti bi važno točno kdaj. A, 65. Se pravi, tu sta bila že več kot 10 let skupaj. Leta 65 je bila Ada še vedno vpeta v te literarne tokove in se je udeležila verjetno večkrat srečanja na Bledu. Tam pa se je spoznala z valonskim pesnikom Maurice Carême. Maurice Carême ni ne vem kako kvaliteten pesnik iz današnjega vidika, je pa kar precejšnje ime v valonski poeziji. In Maurice Carême je bil tam svojo ženo Caprin, Ada Škerl je znala francosko, mislim pa, da tudi Sonja. In nekako so se našli, bomo temu rekli. Zelo tesna vez, mogoče bila to najbolj tesna vez Ade sploh v celem življenju, kakor dveh parov. Namreč potem kasneje sta te dva šla tudi v Ljubljano in spoznala še Sonjo, ki ni bila na tem srečanju. In potem je nekako stekla neka korespondenca, obojstransko obiskovanje. Zdaj, glede te korespondence je tako. Ada je
pred smrtjo uničila velik del svoje zapuščine, pustila je par stvari, pustila je tiste zapiske, dnevniške zapiske, ki jih je zelo malo in so zelo skopi, in pustila je par dopisnic, ki si jih je izmenjevala, ki jih je poslal ta Maurice Carême. Njega je tudi pol prevajala in tako naprej, ne, za radio. Ona je veliko prevajala za radio. In če ne drugega, v teh dopisnicah obstaja v bistvu en sam res dokaz, da je Maurice Carême vedel, da sta one dve par. To je zelo smešno, ampak včasih so take stvari zelo drobne. Gre samo za eno besedo. Namreč, ko je on pisal, da lepo pozdravlja, in je napisal "Et votre cher compagne aussi". Kompanje se razume samo kot, ko bi bilo v slovenščini, partnerica. Čeprav partner v Sloveniji tudi lahko poslovni partner, ne. Ne vem, pač, kakšen je. Družica. In to pa ja, to mogoče, ja. Družico. Skratka, iz tega je povsem jasno, iz ene same besede, da je Maurice Carême in njegova žena Caprin, s katero sta se pol one dve še doprej dopisovali, ko je Maurice Carême že umrl, da so one dve vedela, da sta Ada in Sonja par. Tudi če se o tem nista pogovarjali, so se nekako sporazumeli. In mislim, da je bil to tudi razlog, da je bila Ada v bistvu tako s tako toplino navezana v bistvu na to dvojico. Maurice Carême je bil, bomo rekli, religiozni pesnik, kar Ade, ki je bila osebno, vseeno se mi zdi, da verna, čeprav v literaturi ni toliko tega, poeziji ne, da je bilo tisto, mislim, da je to bil v bistvu najtoplejša, najtesnejša vez, poleg tega z to družino, ki je tudi nekako vse vedela, saj sta skupaj obiskovali Plaskanove in teh otrok, s katerimi se je družila. Zdaj, marsikdo bo seveda rekel, da kaj pa je zdaj to važno, a je ona bila ženska ali z moškim, to je čisto nepomembno, važna je njena poezija, bla, bla, bla. Te stvari niso tako enostavne. Namreč vse to navadno zaznamuje človeka skozi celo življenje. Njo je to zaznamovalo v to smer, po moji logiki, da se je odmikala od družabnega sveta in da je v bistvu vedno manj pisala, ker njena narava pisanja je bolj osebno izpoved. In ona ni mogla o tem enostavno pisati. Lahko bi sicer imela skozi te vložne pesmi, ampak nisem imela blokado ravno zaradi tega. Se pravi, to blokado, ki jo je sama čutila, ona pa v tistih zapiskih ima dve drobni knjižici zapiskov, eni so bili pred Sonjino smrtjo, eni po njeni smrti. In tam zelo recimo piše takole: odkar pomnim, je poezija pomenila košček raja na zemlji. Ampak pa piše, da ne more pisati. Še imam to nenapisano poezijo. In čim manj imam časa, tem težja postaja. Na svetlobo hoče, na papir, koliko utrinkov, koliko nedorečenega, koliko toržov, ali bo kdaj iz njih celota nova zbirka. Ne vem. Vem samo, da sem utrujena, na smrt utrujena in da bi rada spala. To je še dokaj mlada pisala. Ona je bila na smrt utrujena, saj v pisanju že pri 25 in vse življenje. Doživela pa kar visoko starost. Včasih pa je bilo drugače. Pisala sem pesmi, kar precej pesmi. In najhujše, najbolj boleče je prav spoznanje, da nisi več pesnik. Bom še kdaj pesnik, boš še kdaj ti, zvezek, napisal, da je nekje nastala pesem, po dolgih letih, vendarle vsaj ena pesem.
In potem leta 73 piše, 2 leti sta minili, odkar sem zaprla zvezek. 2 leti, ki sta ubežali za vselej. Edini rezultat je nekaj prevedenih pesnikov in 4 originalne pesmi. 4. Pa jih je v meni še toliko, da me utruja njihova teža. Da, še toliko jih je, da bi z njimi napolnila debel zvezek, vendar ne morejo na papir. Pa bi rada, tako rada. Zdaj, kakšne so bile te pesmi, ne vemo. Kaj je bil problem, da ni šlo na papir? Še manj. Meni se zdi, da je veliko bilo pač, eno je bilo seveda tudi to, da je bila v tistih časih še vedno je bilo zelo malo ženskih avtoric, nekako enih krogov ni imela, tudi ni hodila ven. Prosim? Pa modernizem. Tudi to, ona je seveda, pač stil pisanja se je zelo spremenil, ona je ostala pri rimanem verzu, kar še ne bi bil problem, ne nazadnje se je še kdo drug tudi rimal, če se ne motim kasneje. Mislim, da je bil ta blokada, ta izpovednost in to umikanje od sveta. Ne? Je pa pač verjetno je imela neko osnovo, ki ni bila izrečena in jo je samo čutila. To lahko tudi jaz čutim, ko raziskujem nekaj, ko ugotavljam, recimo vse v Adiškarju so potem se tudi lotili raziskovati njeno delo in njeno življenje. V bistvu in nihče ni pa izpostavil. Ne? To so vsi nekako zamolčali in še potem, kasneje, kar mi je bilo še bolj čudno, ko je Tanja Petrič pisala spremno besedo k njenim zbranim pesmim in kjer navaja pač te moje ugotovitve, še ona rahlo dvomi v verodostojnost teh podatkov. Ne? To je to mogoče vi težje dojemate, ker nimate tega izkušnje, ampak recimo to je to neverjetna želja v bistvu vse te stvari potlačiti. Najlepši primer je Alma Karlin. Pri Almi Karlin je vse Celje vedelo, da je ona z to slikarko Tejo, ali kaj je ta, in da sta one dve par, v bistvu so jih nekako sovražili, da sta se one dve mogle umakniti tam neko vas. Danes pa vse raziskovanja o ne vem kakšnih ljubimcih, pa zaročencih, pa ni govora o tem, da so bile one dve ljubezenski par. Ona sicer o tem ni nikoli pisala, ampak zdaj so ene druge odkritja, recimo, da je, ko so kontaktirali med se pravi družina, Alma Karlin z družino Teje v nemščini, da je oče to vedno nagovarjal kot, se temu reče, snaho. Ne? Mislim, so obiskane. In Selma Lagerlof je tudi bila istospolna. Ja, to je, ampak to se je izvedelo šele po smrti. Ko je ona dobila Nobelovo, ni nihče to vedel. Ne? Ja, no, tako na tiho, mislim, dokazi so prišli šele po smrti. Jaz sem celo razmišljal, za Karema sem jaz kontaktiral, ker imajo v Belgiji fundacijo Moritz Karem in en muzejček, in sem jih kontaktiral, če bi najdel mogoče kakšne, se pravi, dopise Adiškarju in Karemu, pa ali se niso potrudili, ali so rekli, da ne najdejo nič, lahko da je pač on to vse uničeval, vse pa tudi ne obdržiš. Nekaj sem tudi spraševal v Beograd, ker se je dopisovalo z Desanko Maksimovič, pa tudi se ni nič našlo. Glede Alme Karlin pa bi se seveda lahko nekdo, ki zna še kak drug, mogoče švedščino, spravil v kakšne arhive na Švedsko, če bi našel kakšna pisma, ki jih je Alma Karlin pošiljala. To je,
To je to, ne, se pravi, s takimi stvarmi bi se kvečemu verjetno lahko ukvarjal nek LGBT raziskovalec, ki jih pa enostavno ni. Tudi jaz vem, ker vem, je še veliko stvari za raziskovati, nimam nikogar, ki bi mu rekel, pejdi, oziroma imam, pa pejdi tja, ampak spet nobenemu se ne da. Ampak je tudi celo nalagalo v neuradni, nalagalo za Nobelovo nagrado. Ja, to vem, ja. In to je velikanska čast in privilegij, da te Nobelov nagrajenec, čeprav za svet, vsaka čast. In tako naprej. V bistvu sem hotel povedati samo to, no, da tudi, se pravi, gotovo so ti elementi tudi v poeziji, s tem, da je tudi razkrivanje, bom rekel, homoerotičnih elementov v poeziji Ade Škerl tudi bolj naloga nekoga, ki jih bo detektiral. Ne? Kako naj rečem, zdaj, če tako banalno povem, v nekem romanu bo lažje detektirala moški šovinizem bralka kot bralec. Je verjetno to razumljivo, ne? Mislim, praviloma je tako. V neki literaturi pa bo tudi lažje detektiral neke istospolne želje ali karkoli, ali elemente, nekdo, ki mu je to bliže. Žal je to tako. In žal pač nimamo. Meni je bila čudovita tista pisem od Ade Škerl, ki se mi je zdela izredno taka, bom rekel, hvirovska. Rad bi bila tvoja kljuka ali nekaj takega, ne, ki ni bila v zbirko, ne. Pa ne vem zakaj, ne. Tudi jaz ne vem zakaj, ampak čutim, da je tam nekaj tega not, ne. Ja, to so tudi stvari, ki jih avtor sam ne ve, ne, ponavadi. Zakaj nekaj tako napiše, zakaj je ona pisala te moške pesmi, bomo temu rekli, ona je bila tako malo bolj moški tip človeka, no, če te tako poenostavim. Je nič, v bistvu sem hotel samo to poudariti, na to njeno plat in da je to stvar še raziskav in da seveda pri tem zdaj pri ponovnem analiziranju Adinih pesmi je treba imeti ves čas tudi to v glavi. Se pravi, da je tudi to mogoče, tudi če je bilo to še pred srečanjem s Sonjo Plaskan, da je tudi treba ves čas nekako imeti v glavi to možnost, da je ta avtobiografskost v bistvu le prisotna, ampak na drugačen ali celo nezaveden način. Kasneje pa, žal, ni nobene take, bomo rekli, eksplicitne pesmi. Meni so bili tisti blejski preljudi, ko piše o tistih račkah, pa ali pa ta ubiti toplomir, ne, ko se ona ima vložno pesem kot toplomir za Sonjo, je zanimivo, ne, ker ona je imela svoj izvod, pač avtorski izvod teh zbirk in potem je v te izvode, ki je dopisovala sama, ne, potem, ko je že išlo. No in recimo za ta ubiti toplomir v knjigi, ki je išla javno, nič ne piše, komu je, ne. Medtem ko v tem lastnem njenem pa piše gor za SP, ne, in mimo, da je za Sonjo Plaskan, ona je bila bolna in ona je bila ta toplomir njej, ne. In še marsikje ima v bistvu pol ene take pripombe v svojo knjigo. Medtem ko te račke, ta je zelo to so te so blejski preljudi, ko v čolniču v mrak telo je ob telesu, recimo, tudi to, kar si ti omenjala, kaj si omenjala nekaj, kot da se ne smeta srečati, ne, to skrivanje, ne, skrivanje je seveda tipično za take, bomo rekli, prepovedane ljubezni, ne. Telo je ob telesu prisluškovalo stišanju piščali, ali pa ob jezeru na ostareli korenini
sedela sta dve plahi ptici. Jaz sem neč vzel to plaho ptico, čeprav ona, ker so oni nekako, se pravi ta literarni krog Tauferja in te, so jo pa imeli Ado Škerl kot neko plaho ptico, pa daleč od tega, da je bila plaha ptica, ker je v bistvu bila ona vseeno zelo močna, to ni bilo tako enostavno živeti na en način, le v bistvu odkrito, ne. Po drugi strani pa mogoče tudi ni bilo tako sumljivo, čeprav so vsi, seveda so rekli, ali ste ta pa živi ženska. To se, oni dve sta hodili, oziroma vsaj Ada je hodila v žensko omizje v Kavarni Unijo. To je bilo še, mislim, da v 50-ih, 60-ih, pa so bila različna omizja. Kavarna Unija je bilo eno središče vseh intelektualcev, pa tudi nižjih razredov. To je bilo vse se nekako mešalo in so bili seveda v enem omizju, so bili pač te veliki slovenski pisatelji, ne, moški. Pa je bilo neko žensko omizje, ampak nisem pa prišel do tega, kdo je za tem ženskim omizjem bil, verjetno tudi kakšne igralke, težko reči. Skratka, Ada Škerl je nekako bila tudi v tem ženskem omizju, verjetno ne prav dolgo, da se tudi... Leta 1931 in 1992 v hotelu Union so ustanovili pravlični krožek za otroke, 31, hotel Union, Modra dvorana, leta 32 slovenska pisateljica pripoveduje za otroke, ampak dve ženske omizje sta bili. Modro-bela knjižnica. Ja. Ko se mi če te podbiramo, a ne? Da se v 50-60 pa veliko, da se sem tudi zelo iskal to žensko, fenomenalno atomsko žensko mize, ki je to obstajalo, jaz nisem to še vedel. Ja, v Slavonu. Špekulirate lahko marsikaj. Bomo potem dali mogoče mikrofon na sredo, da so prevali se tem izključijo. Jaz v bistvu nimam več kaj bistveno za povedati. Sem zelo vesel, da ste to opazili. Namreč, da ni bilo spet porinjeno, a ne pod preprogo. Še bolj sem pa vesel, da ta predlog, ki se je izpostavil na moj pred, mislim, da je že 3 leta, da se nekam premika, ni to še zaključna faza, ker to še traja, mislim, da mora še nekaj, še skozi neki sit vid. Lahko bi sicer ta nečakinja to še prepovedala, ampak mislim, da se ne bo s tem hotela mazati rok, to kot se una nečakanje ni hotela mazati rok z Novšakovo pogodbo. Tako da jaz upam, da bomo letos gotovo ne, drugo leto tam lahko slavnostno otvorili park po Adi Škerl in Sonji Plaskan, kar bo tudi en unikum pravzaprav, ne samo v slovenskem prostoru, tudi malce širše. Zdaj bi potem, kar mogoče zdaj zaključiti. Tako? V redu, bi še kaj mogoče Ne, dodal? jaz ne. Hvala lepa.